Lepo pozdravljeni zopet na webinarju z naslovom Osnove vere in znanosti. Pozdravljam vse pogumne poslušalce, ki ste še vedno z nami po 6 srečanjih. Danes pričenjamo 7. Prav tako pozdravljam poslušalce, ki so se nam pridružili šele pred kratkim. Če ste zamudili prejšnja predavanja, so na voljo na YouTube kanalu Adventist Video. Inteligentni načrt. Vsi smo slišali za inteligentni načrt. Pretekli teden smo na kratko omenili različne zagovornike te ideje, kot so Michael Behe, Stephen Meyer in Paul Nelson. Ugotovili smo, da vsak spada v različno kategorijo modelov nastanka, od usmerjene evolucije do kreacionizma mlade Zemlje. Zakaj je tako? Kako je mogoče, da so si ljudje iz iste skupine tako različni glede filozofije nastanka? Zato obstajata dva razloga. Prvič, inteligentni načrt ni pravi model nastanka, saj ne pojasnjuje, kdo je odgovoren za nastanek ali kdaj je do njega prišlo, niti o podrobnostih, kako se je zgodilo. Zato med zagovorniki inteligentnega načrta najdemo ljudi, ki verjamejo, da je Bog ustvaril svet v 7 dneh, in druge, ki verjamejo, da je to naredil v več milijonih let. So pa tudi taki, ki ne verujejo v krščanskega Boga. Združuje pa jih prepričanje, da je sodelovalna inteligenca. Drugič, inteligentni načrt se trudi razpravo o nastanku ohraniti znotraj znanstvene domene. Očitno ima predlog, da obstaja inteligentno bitje, ki je odgovorno za zasnovo vesolja, verske posledice. A zagovorniki inteligentnega načrta se zavestno izogibajo določanju, kdo naj bi bilo to inteligentno bitje. Omejujejo se s trditvami, da so v naravi nespodbitni dokazi o načrtu, ki se jih da proučevati in znanstveno dokazati. Če povzamemo te zamisli v eno preprosto definicijo, lahko rečemo, da teorija o inteligentnem načrtu pravi, da se nekatere lastnosti vesolja in živih bitij najbolje pojasni z inteligentnim vzrokom, ne pa z neusmerjenim procesom, kakršna je naravna selekcija. Sodobna verzija te teorije je znana kot gibanje inteligentnega načrta, ki se je pojavilo v 90. letih znotraj skupine znanstvenikov in strokovnjakov z različnih področij, ki jih teorija o evoluciji ni zadovoljila. Vsak je na svojem področju prišel do zaključka, da znanstvena skupnost domneva, da se je življenje začelo in razvilo v različne vrste, strogo z naravnimi procesi. V resnici pa je bilo veliko dokazov, ki so kazali, da to ni mogoče. Ti znanstveniki so se zbrali in pričeli deliti ideje ter prišli do zaključka, da če ne upoštevajo tega, kar nalaga naturalizem, in proučujejo naravo brez predsodkov, bodo podatki pokazali v drugo smer, k inteligentnemu vzroku. Če bi radi poznali več podrobnosti o zgodovini inteligentnega načrta in njegovih glavnih značilnostih, vam priporočam naslednji dokumentarec: Odklepanje skrivnosti življenja. Na voljo je v številnih jezikih na YouTubu in na spletni strani Illustra Media. Veliko tega, o čemer bomo danes govorili, je v dokumentarcu podrobneje pojasnjeno. Zdaj pa spoznajmo nekaj zagovornikov inteligentnega načrta.
Začnimo z enim izmed ustanoviteljev, Philipom E. Johnsonom, ki je profesor prava ter pisec znane knjige Sojenje Darwinu. Umrl je leta 2019. Poznamo že biokemika Michaela Beheya, ki je skoval koncept nepoenostavljiva kompleksnost. William A. Dembski je filozof in matematik, argument za specificirano kompleksnost prihaja od njega. Ta dva koncepta, nepoenostavljena kompleksnost in specificirana kompleksnost, sta bistvena za inteligentni načrt. V kratkem ju bomo podrobneje pojasnili. Naslednji zagovorniki inteligentnega načrta so Stephen Meyer, ki je zgodovinar in filozof znanosti. Je odličen komunikator. Napisal je nekaj odličnih knjig, je pa ena, ki jo imam še posebej rada. Podpis v celici. Znova jo omenim, ko bomo govorili o DNK, saj pojasnjuje temo na preprost, pa vendar očarljiv način. Paul Nelson prav tako spada na področje filozofije znanosti in je tudi odličen komunikator. Odgovoren je za številne izredne dokumentarce Illustra Medie. Seveda so tu tudi biologi, kot je Jonathan Wells in Anne Gauger, astronomi kot Guillermo González ter teologi kot Ray Richards. Mnogi teh so povezani z inštitutom Discovery v Seattlu. Ko boste imeli čas, priporočam, da si ogledate njihovo spletno stran discovery.org. Tam lahko najdete več informacij o teh in drugih avtorjih, njihovih publikacijah, videih in dogodkih. Čeprav so ti ljudje in inštitut Discovery znani po svoji povezavi z inteligentnim načrtom, dejansko niso iznašli koncepta. Gre namreč za zelo staro idejo. Ena od zgodovinskih osebnosti, ki je znana po tem, da je predlagala to idejo, je William Paley, filozof in teolog 16. stoletja. Paley v svojem delu Naravna teologija ali dokazi o obstoju in lastnostih božanstva omenja zelo dobro znano primerjavo ure in urarja. Paley pravi, da če človek najde zapuščeno uro, jo pogleda in opazi njen zapleten notranji mehanizem, takoj pride do sklepa, da je napravo naredil urar z določenim namenom. Četudi je ura poškodovana, četudi ne deluje. Če isti argument uporabimo v naravi, če opazujemo zapletenost živih bitij in kako dobro so ustvarjena, da lahko uporabljajo svoje funkcije, pridemo do zaključka, da jih je nekdo načrtoval in izdelal, da počnejo, kar počnejo. Ne vem, ali veste, da je Darwin študiral teologijo. Eden izmed avtorjev, ki jih je moral med študijem prebrati, je bil Paley. V svoji avtobiografiji pravi, da se mu zdi urarjev argument prepričljiv. Kasneje si je premislil in dejal, da je natančna prilagoditev živih bitij njihovemu delovanju lahko produkt naravne selekcije in nenačrtovane zasnove. Richard Dawkins zagovarja isto misel in je o tej temi napisal celo knjigo. Naslovil jo je Slepi urar, kar se nanaša na naravno selekcijo. To je citat iz knjige. Pravi: svet je razdeljen na reči, ki so videti načrtovane, kot so ptice in letala, ter reči, ki to niso, skale in gore. Stvari, ki so videti načrtovane, se delijo na te, ki so dejansko zasnovane, podmornice in odpirač pločevink, ter te, ki niso, morski psi in ježi.
Diagnostika reči, ki so videti ali pa so načrtovane, je, da so njihovi deli sestavljeni tako, da so statistično neverjetne v funkcionalni smeri. Nekaj počnejo dobro, na primer letijo. Darwinistična naravna selekcija lahko obrodi skrivnostno iluzijo načrtovanosti. Dawkins pravi, da lahko naravni procesi obrodijo tako dobro iluzijo načrtovanosti, da nas to zbega in ne moremo ločiti dejanske načrtovanosti od navidezne. Z vami bi rada opravila preizkus. Pokazala vam bom 3 fotografije kamnov. Oglejte si jih podrobno, jaz pa bom sprožila anketo, v kateri mi boste povedali, na kateri fotografiji ste zasledili načrtovanost. Začnimo. Tu so fotografije. Na voljo imate nekaj sekund, da jih pogledate. Zdaj pa sledi anketa. Označite lahko samo eno možnost. Odgovorite na vprašanje, za katero od teh skal ste 100% prepričani, da je zasnovana. Še nekaj sekund vam dam za odgovor. Počakajmo še malo, da odgovorite. Do sedaj je prispelo 60% odgovorov. Dobro, zaključimo anketo. Pokazala vam bom rezultate. Zdi se, da se vas precejšnja večina strinja, da je fotografija številka 3 načrtovana. Očitno je načrtovana. V vseh 3 primerih imajo skale obliko človeškega obraza, a prvi 2 bi lahko bili del naravnih procesov, kot je erozija, tretja pa je nedvomno izklesana. Okoli 80% vas je glasovalo za to možnost. Kako pa vemo? Je nekaj reči, ki tretjo fotografijo ločijo od drugih. Veliko več je podrobnosti, na prvih 2 je samo splošna oblika obraza, na tretji pa lahko razločimo lase, nos, oči in celo zenice. Lahko bi rekli, da tretja fotografija kaže veliko večjo kompleksnost. Čim več ima obraz podrobnosti, tem manj verjetno je, da so ga izoblikovali naravni procesi. Na tej fotografiji ni samo en obraz, temveč so 4 in vsi z vsemi podrobnostmi. Kompleksnost in neverjetnost sta pomembna vidika za prepoznavo načrtovanosti. Je pa še nekaj, zaradi česar smo prepričani. Ne gre za katerekoli obraze. Obraze namreč prepoznamo. To so ljudje, ki smo jih že videli, v zgodovinskih učbenikih ali na bankovcih, saj gre za 4 ameriške predsednike. Prej sem omenila matematika Williama Debskija in koncept specificirane kompleksnosti. Nanaša se točno na to.
Dembski pravi, da če je nekaj kompleksno, zelo malo verjetno in ustreza zunanjim vzorcem, lahko to prepoznamo kot načrtovanost. Dembskijeva analiza je veliko obsežnejša in vsebuje zapletene izračune, a je lahko zanimiva za tiste med vami, ki vam je všeč matematika. Dembski je napisal veliko knjig, tale pa obravnava prav to temo. Naslov je Sklepanje o načrtovanosti. Specificirana kompleksnost je povezana z drugim konceptom, ki ga je lažje razumeti, ker nam je najverjetneje bolj znan kakor verjetnost in matematika. Govori o informaciji. Zaporedje črk, ki jih vidite na zaslonu, je kompleksno. A se ne ravna po preprostem in urejenem vzorcu, kot bi bilo AB, AB, AB. Če vržemo na mizo črke igre besedna premetanka ali pa šimpanzu zaupamo prenosnik, bi bilo dobiti to določeno zaporedje črk zelo neverjetno. To ne zagotavlja, da je zaporedje črk načrtovano. Lahko je posledica prvega šimpanza, ki je naključno tolkel po tipkah. Situacija pa se povsem spremeni, če je zaporedje črk, o katerem govorimo, takšno. V začetku je Bog ustvaril. To so iste črke kot prej, samo da so razporejene drugače. Kompleksnost in verjetnost zaporedja sta enaki kakor prej, vendar imamo zdaj dodan faktor, črke nam nekaj povedo. To zaporedje vsebuje informacijo in edini znani vzrok, ki lahko obrodi informacijo, je inteligentno bitje ali bitja. Ta informacija lahko zavzema različne oblike. Lahko gre za točno določeno postavljene ničle in enice v računalniškem programu, ali pike in črtice v Morsejevi kodi, ali pa sličice v egipčanskem hieroglifu. V vseh primerih, ko gre za sporočilo, vemo, da je za tem inteligenca. Dejali smo že, da DNK vsebuje zakodirane informacije, ki so enakovredne kateremu teh sporočil in so celo veliko daljše, bolj kompleksne ter še manj verjetne, kot bomo videli v biološkem sklopu. Kritiki inteligentnega načrta trdijo, da sklepanje o inteligenci in načrtovanosti iz vzorcev iz narave ni znanstveno, a je običajen proces številnih raziskovalnih področij. Ko arheologi odkrijo starodavni napis ali gravuro, se je ne trudijo pojasniti z naravnimi procesi. Prav nasprotno. Domnevajo, da je to naredilo inteligentno človeško bitje in da vsebujejo informacije, četudi jih ne znajo razvozlati ali pa jih ne razumejo. Projekt SETI, ki išče izvenzemeljsko inteligenco, je desetletja poslušal in analiziral signale iz vesolja v iskanju vzorcev, ki bi vsebovali informacije, kar bi pomenilo, da obstajajo tam nekje inteligentna bitja, ki si želijo z nami komunicirati. To je eden nedavnih primerov. V preteklih mesecih so opravili kar nekaj raziskav, da bi ugotovili, ali je COVID virus, ki trenutno povzroča toliko zagrenjenosti v našem življenju, naraven ali narejen v laboratoriju. Ali je načrtovan? Vsi ti primeri kažejo, da znanost dejansko sklepa o inteligenci na podlagi predmetov, signalov ali vzorcev in da težava ni v tem, da proces ni znanstven, temveč v posledicah rezultatov. Arheologija in študije covida dokazujejo na človeško inteligenco. Brez težav. Če bi bil SETI uspešen, bi to nakazovalo na zunajzemeljsko inteligenco. Tudi to je nekaj, kar lahko znanost tolerira. V primeru DNK in drugih molekul, ki vsebujejo biološke informacije, pa je nakazana inteligenca božanska. To pa znotraj okvirja naturalizma ni dovoljeno. Božanska inteligenca nasprotuje tej samovoljni omejitvi.
Še en slaven argument v prid inteligentnega načrtovanja je tako imenovana nepoenostavljiva kompleksnost. Koncept je skoval Michael Behe in ga razvil v svoji knjigi z naslovom Darwinova črna skrinja. Poglejmo, kako v teoriji deluje evolucija z mutacijami in naravno selekcijo. Mutacije povzročajo v organizmih manjše spremembe, ki so zelo redko koristne in pomagajo organizmom, da se razmnožujejo bolj kakor sovrstniki brez mutacij. V prihodnosti bi lahko eno po eno potomcem dodajali nove dobrodejne mutacije in tako bi se vrsta zelo počasi spremenila. Čeprav Darwin ni vedel ničesar o mutacijah, se je zavedal, da njegov predlog vključuje majhne, rahlo koristne spremembe, ki se čez čas nakopičijo. V svoji knjigi Nastanek vrst je odstavek, kjer pravi takole: Če bi lahko dokazali, da je obstajal kak zapleten organ, ki ga niso oblikovale številne, zaporedne in neznatne spremembe, bi moja teorija popolnoma padla. Behe je sprejel Darwinov izziv in ga uporabil za svojo specialnost, mikrobiologijo. O tem področju Darwin ni vedel ničesar. V njegovem času si pod mikroskopom namreč videl celice kot majhne vrečke z zamegljeno tekočino. Danes vemo, da so celice, tudi bakterijske, ki so najmanjše med celicami, zelo prefinjen sistem kompleksnih elementov, ki jih biologi imenujejo molekularni stroji. Da bi si predstavljali, o čem govorimo, si oglejmo digitalno animacijo vsebine celice. Delila jo bom z vami. Če bi se lahko zelo pomanjšali in stopili v eno izmed naših celic, bi videli tole. Vstopili bi skozi membrano in se znašli v notranjosti. Je kot pomanjšano mesto ali avtomatizirana tovarna, kjer se z enega konca na drugega prevaža material in se nenehno nekaj sestavlja in razstavlja. Vsaka teh malih pobarvanih reči, ki se premikajo v celici, so molekularni stroji z določeno funkcijo ali nalogo. In to opravljajo z osupljivo hitrostjo in natančnostjo. Behe pravi, da se ti molekularni stroji niso mogli razviti počasi z mutacijami in naravno selekcijo skozi daljše časovno obdobje, saj so nepoenostavljivo kompleksni. To pomeni, da imajo nekaj med seboj povezanih delov, ki so vsi nujni za delovanje stroja. Torej bi se morali pojaviti naenkrat, kajti samo enim ali nekaj deli stroj ne bi deloval in bi ga naravna selekcija odstranila. Behe za pojasnilo tega koncepta uporablja primer zelo preproste nebiološke naprave, mišnico. Ta past ima 5 delov in za delovanje so potrebni vsi. Če bi imeli samo ploščo ali vzmet, s tem miši ne bi ujeli. Če bi mutacija lahko obrodila enega od kosov, bi bil samo ta en kos neuporaben. Bila bi nadloga organizmu in naravna selekcija bi ga odstranila. Tako torej ni mogoče, da bi se kosi sčasoma malo po malo kopičili. Pravi molekularni stroji so veliko bolj zapleteni od mišnice in imajo veliko več delov. Eden najbolj znanih primerov tega je bičkasta bakterija. Nekatere bakterije imajo premičen privesek, s katerim se premikajo. Podoben je repu, ki se zelo hitro vrti in jih poganja skozi tekočino, kakor motor čolna. Znanstveniki, ki so proučevali strukturo bička, so bili presenečeni, kako podoben je pogonskemu motorju, le da je veliko učinkovitejši in manjši. Dejansko mu je tako zelo podoben, da so nekateri deli dobili celo enako ime kot deli motorja, na primer rotor in stator.
Še eno animacijo vam bom pokazala, da vidite, kako je videti biček in kako deluje. Biček je pritrjen na membrano bakterije z nekaj obročki, ki delujejo kot ležaji. Na zunanji strani je koleno ali pregib, iz katerega izhaja vlakno. Rotor naredi tisoče vrtljajev na minuto, kar pomeni, da se vlakno vrti med 200 in 1000 vrtljajev na minuto. Ko se vrti, se lahko ustavi v samo četrt vrtljaja in se začne vrteti v obratno smer. To miniaturno čudežno tehnologijo sestavlja 20 različnih proteinov in vsi so potrebni za delovanje. Da bi biček naredili z mutacijo in naravno selekcijo, bi naključna mutacija morala zaporedoma proizvesti vse sestavine in potem bi se morale, prav tako po naključju kos za kosom, pravilno sestaviti. V tem dolgem procesu bi imela uboga bakterija pol strukture, ki ne bi delovala. Bičkaste bakterije veliko svoje energije porabijo za delovanje bička. A je vredno, saj so bički zelo uporabni. Bakterija s polovico bička, ki se ne premika, bi trošila energijo. To bi bila potrata. Opravila bi manj kakor bakterije brez tega problema in biček bi izginil iz populacije, še preden bi se do konca oblikoval. To je naravna selekcija. Še en Behejev prispevek k inteligentnemu načrtu je poskus razmejitve, kaj mutacija in naravna selekcija lahko naredita in česa ne. O tem govori v knjigi Rob evolucije. Danes nimamo časa pojasniti veliko, bom pa na kratko povedala nekaj idej. Behe raziskuje koncept koristnih mutacij. S stališča teorije evolucije je mutacija koristna, če se organizem, v katerem prihaja do nje, razmnožuje bolje kot drugi. To pa ne pomeni, da je organizem zaradi tega bolj kompleksen. Pogosto je dejansko prav nasprotno. Se spomnite primera belega zajca? Biti bel zajec na snegu je koristno. Kakšna mutacija pa spremeni žival v belo, ko izvirno ni taka? Ena možnost je albinizem. Albino žival ali oseba je izgubila sposobnost proizvajanja melanina, pigmenta, ki obarva kožo in dlake. Zato je bela. Biti albino, bel, je lahko v določenih primerih pomanjkljivost. S spremembo je albino žival izgubila informacijo. Prej je lahko proizvajala pigment, ki ga zdaj ne more. Mnogo koristnih mutacij deluje na podoben način, kar pa dejansko nekaj uničuje. Drug primer je človeška bolezen srpastocelična anemija. Gre za genetsko bolezen, ki jo povzroča mutacija, ki spremeni obliko rdečih krvnih telesc. Normalna rdeča krvna telesca so okrogla. Vidite jih na zaslonu. Rdeče krvničke ljudi, ki so oboleli s srpasto anemijo, pa so v obliki luninega krajca. S težavo prenašajo kisik. Zato ljudje s to boleznijo vse življenje potrebujejo terapijo ali pa transplantacijo celic. Ali bi rekli, da gre v tem primeru za koristno mutacijo? Dejansko se izkaže, da lahko gre za to. Obstaja še ena bolezen, ki prizadene rdeče krvničke. Malarija. V tem primeru ni genetska, ampak jo povzroča parazit. Komar vas ugrizne, vam ubrizga mikroskopskega parazita, ta pa se razmnožuje in okuži vaše krvničke. Malarija je resna bolezen, ki je lahko usodna. Kako pa je povezana s srpastocelično anemijo? Izkazalo se je, da se ljudje s srpastocelično anemijo ne okužijo z malarijo, saj njen parazit ne more živeti v krvničkah nepravilne oblike.
Če torej živite v državi, kjer je veliko malarije, bi lahko bilo koristno imeti srpastocelično anemijo, ker je manj resna bolezen kakor malarija. Behe je prišel do enakega zaključka kot mi pred nekaj tedni. Teorija o evoluciji je odvisna od procesa mutacij in naravne selekcije, s katerimi postaja organizem vse bolj kompleksen. A to se ne dogaja. Molekularni stroji ne morejo nastati korakoma. Koristne mutacije običajno pomenijo izgubo informacij. Še naprej bi lahko zelo dolgo govorili o tej temi. Obljubila pa sem, da bomo imeli danes čas za vprašanja. Zato počasi zaključimo. Skupina inteligentnega načrta natančneje proučuje vprašanja o biologiji, je pa prav tako pomembno napredovala v fiziki in astronomiji v zadevah, povezanih z natančno uglašenostjo vesolja. Če vas zanima ta tema, priporočam 2 dokumentarca Illustrija Medie, Privilegiran planet in klic vesolja. Povezave so navedene v dodatni snovi. Prav tako priporočam, da si ogledate spletno stran Illustra Media. To produkcijsko hišo sem omenila že nekajkrat in v naslednjih dneh bom priporočila še več njihove snovi. Veliko njihovih posnetkov je na voljo tudi na strani GRI, saj z njimi sodelujejo v prevajanju posnetkov v različne jezike. Gre za dokumentarce najvišje kvalitete, ki so prav tako odlična snov, ki jo podelite z ljudmi, ki imajo odpor do vere. Dokumentarci se namreč osredotočajo na stališča inteligentnega načrta in ne omenjajo ne Boga, ne svetega pisma, ne stvarjenja neposredno. Jasno pa povedo, da so stvari v naravi tako izjemne, da niso mogle nastati same od sebe. Ob tem lahko ljudje sami pridejo do zaključka, kdo bi lahko bil inteligentni načrtovalec. Končala bom z vprašanjem, ki mi ga je nekdo zastavil prvi dan in se je še pojavilo kasneje. Ali lahko in ali naj bi kreacionist, ki veruje v svetopisemsko poročilo, sodeloval z ljudmi iz inteligentnega načrta? Moje osebno mnenje je odločen da. Čeprav niso vsi zagovorniki inteligentnega načrta tudi kreacionisti, vsi kreacionisti verjamejo v inteligentni načrt, zato so njihove raziskave in argumenti za nas zelo uporabni. Ko sem študirala na Univerzi Loma Linda, sem se udeležila poletnega tečaja na inštitutu Discovery. Osebno sem spoznala veliko ljudi, ki smo jih danes omenili. Vsi so krasni ljudje in večina ima globoka verska prepričanja. Znotraj inteligentnega načrta obstajajo različni pogledi na nastanek, zato so spoštljivi do vseh stališč. Moj zaključek za danes bi bil, da je gibanje inteligentnega načrta dragocen vir informacij in virov za kreacionizem. Ločevanje znanstvenih argumentov od verskih prepričanj je lahko pomoč, ko se pogovarjate z ateistom. Zame pa inteligentni načrt ni dovolj. Verjamem, da je pomembno, kje in kako ter predvsem, kdo je stvarnik inteligence. In to bo naša tema naslednjič. Svetopisemski kreacionizem.